Pravljični kotiček z Diano na Timi, Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes vam preberem o potovanju male plastične vrečke. So ušeska napeta? Potem pa začnimo. Joj, kako me stiska, je tarnala mala plastična vrečka, ko so ji v tovarni vdihnili življenje. Spustite me, je kričala, a je zaradi ropota strojev ni slišal nihče. Potem so jo tako stisnjeno zvili v klobčič z drugimi vrečkami. Ne morem dihati, je glasno protestirala. A je bilo še huje, ko se je znašla v zaprti škatli. Zdaj niti dnevne svetlobe ni več videla. In kako jo je premetavalo, ko so jo skupaj z drugimi vrečkami prav nespoštljivo vrgli na tovornjak in jo odpeljali. Tako grdo ravnajo z mano, se je smilila sama sebi. Pa komaj sem se rodila. Takšna je naša usoda, je razložila vrečka poleg nje. Kako to misliš? Se je začudila mala vrečka. V trgovino nas peljejo, je razložila njena sotrpinka. O, se je začudila mala plastična vrečka. Kako pa to veš? Ujela sem del pogovora za tekočim trakom, je rekla ta. In kaj bomo tam počele? Je zanimalo malo plastično vrečko. Zraven sadja in zelenjave nas bodo postavili, je rekla razgledana vrečka. To je dobro, kaj ne? Seveda, je pritrdila vrečka. Zato smo se rodile. Mala plastična vrečka je zdaj komaj čakala, da prispejo v trgovino. In ko so jo postavili na stojalo, je imela čudovit pogled na sadje in zelenjavo. Bila je celo tako visoko, da je v trgovini lahko opazovala tudi druge stvari. Kruh in pecivo, pa moko in sladkor, pločevinke, steklenke in plastenke. Tukaj bo zares lepo, si je mislila mala plastična vrečka. Niti za trenutek se ne bom dolgočasila. Poleg tega se je zabavala v poslušanju pogovorov tistih, ki so hodili mimo nje. Mami, je zaslišala nekega dečka. Jabolka, je bil navdušen, ko je zagledal čudovita rdeča jabolka. In potem se je zgodilo. Deček jo je tako silovito potegnil s stojala, da bi se skoraj strgala. Hej, pazi malo, ga je opozorila mala plastična vrečka. A deček se je obnašal, kot da je ne sliši. Vanjo je postavil že 4. jabolko. Dovolj, ga je rotila vrečka. Tolikšne teže ne bom zmogla nositi. Kaj ne vidiš, da sem majhna? Je bila ogorčena, ko je deček vanjo postavil že 5. jabolko. A dečku ni bilo mar. Vzel je še 1 jabolko. Potem pa stekel k mami, ki je stala v vrsti za kruh, in vrečko z jabolki v red postavil v nakupovalni voziček. Še sreča. Potem se je vozila po trgovini. Videla je stvari, ki jih stojala zagotovo ne bi nikoli. Pa saj to je naravnost fantastično, si je mislila mala plastična vrečka, ki je hitro pozabila na dečkovo nevljudnost. In potem, ko je v vozičku prepotovala že skoraj vso trgovino, so jo odpeljali ven. Zdaj je prvič zagledala sonce in zadihala sveži zrak. Kako čudovito, kako lepo, je vzklikala od veselja. Počutila se je koristno in svobodno. V mislih je bila nadvse hvaležna dečku, ki jo je izpulil s stojala. Če ne bi bilo njega, vsega tega zagotovo ne bi videla, si je mislila. In imela je prav. Potem so jo postavili v avtomobilski prtljažnik. Objela jo je tema.
in prav nič prijetno se ji ni godilo med vožnjo. Kako mi je slabo, je tarnala. Ni dosti manjkalo, pa bi izbruhala vsa jabolka. A k sreči vožnja ni trajala dolgo. Spet je zagledala sonce in zadihala sveži zrak, ko so jo postavili na vrtno mizo. Deček je iz nje vzel 2 jabolki in enega ponudil svoji sestrici. V resnici je zelo prijazen, si je mislila mala plastična vrečka. Zdaj je bila tudi sama lažja. Potem je prišla še dečkova mama in iz nje vzela preostala jabolka ter jih odnesla v hišo. Za trenutek je zunaj ostala čisto sama. Zapihal je lahen vetrič in jo napolnil svojo sapo. Vzdignila se je v zrak in poletela. Letim, letim, je bila navdušena mala plastična vrečka. A njeno veselje ni trajalo dolgo. Veter je nekam pobegnil in v trenutku je trdo pristala na tleh. Kar nekaj časa je ležala tam in čakala, kaj se bo zgodilo. Ojoj, ojoj, prejoj, je od groze razširila oči, ko je mimo pridrvel ogromen tovornjak. Res je imela srečo, da je ni povozil, a je naredil tolikšen prepih, da jo je dvignilo v zrak in poneslo nekaj metrov stran. Ne, ne, je kričala mala plastična vrečka, ko je pristala v veliki luži. Lovila je ravnotežje in se upirala. A ni prav nič pomagalo. Ves dan in vso noč je preživela v vodi, kjer se je tresla kot šiba na vodi. Potem pa je mimo priletela radovedna vrana in jo zgrabila za roko. Avč, je zakričala, ko jo je ranila s svojim kljunom. Kam me vlečeš, je zahtevala pojasnilo. A vrana ji ni odgovorila. Odletela je do bližnjega drevesa in jo pustila tam. Mala vrečka se ni pritoževala. Čeprav je še vedno kapljalo od nje, je bila vesela, da je na suhem. Potem je posijalo sonce in hitro se je posušila. Vrnil se je tudi veter in spet se je dvignila v zrak. Pihaj, 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 je prosila veter. In veter je zapihal na vso moč. Malo plastično vrečko je poneslo nad mesta in vasi. Videla je jezera, potoke in ribnike. Potepala se je po gorah, hribih in dolinah. Na svojem potovanju je doživela številne nezgode, prigode in zabavne dogodivščine. Kljubovala je številnim viharjem in snežnim zametom. Povozil jo je avtobus, vlak pa jo je kilometre in kilometre vlekel za seboj. Kljuvale so jo ptice in ni veliko manjkalo, da bi se zapletla v letalski motor. Pogoltnil jo je jezerski krab, v nekem morju pa jo je stresel celo električni skat. In čeprav je bila skoraj povsem raztrgana, je po več letih prispela vse do velikega oceana. Tam pa se je za njo izgubila vsakršna sled. Nihče ne ve, kaj se je z njo zgodilo. Morda to ve meduza velikanka, sinji kit ali celo orka. Lahko bi o njej povprašali še delfina, toda zagotovo vemo, da se mala plastična vrečka domov ni nikoli več vrnila. Ali veš, da vsako minuto na svetu porabimo več kot 1 milijon plastičnih nakupovalnih vrečk? Ali veš, da letno za proizvodnjo plastičnih vrečk porabimo od 60 do 100 milijonov sodov nafte? Ali veš, da se zaradi proizvodnje plastičnih vrečk v ozračje vsako leto spusti na tone emisij ogljikovega dioksida? Da je za proizvodnjo plastičnih vrečk potrebno ogromno energije in surovin? Da je uporabnost plastične vrečke običajno omejena samo na čas od nakupa do prihoda domov, ko jo ponavadi tudi zavržemo?
da je povprečna delovna doba plastične nakupovalne vrečke le pol ure, da plastična vrečka lahko živi tudi 1000 let, preden razpade. Ali veš, da so plastične vrečke eden izmed 12 najpogosteje najdenih predmetov na obali? Da vsako leto zaradi plastičnih vrečk pogine na tisoče morskih živali? Ali veš, da vsako leto zaradi plastičnih vrečk pogine ogromno ptic in drugih živali? Da plastične vrečke mašijo jarke, kanalizacije in rečne struge? Da plastične vrečke kazijo naravo in jih hkrati škodujejo? Da pri razkrajanju plastične vrečke nastajajo strupeni delci, ki zastrupljajo zemljo in vodne vire? Da plastične vrečke zastrupljajo podtalnico, ki je glavni vir pitne vode za ljudi? Da so nekatere države, Mehika, Indija, Kitajska, zaradi ogrožanja narave in zdravja ljudi popolnoma prepovedale plastične vrečke? Da lahko sam veliko prispevaš k ohranjanju narave tako, da zmanjšaš porabo plastičnih vrečk? Da lahko namesto plastičnih vrečk uporabljaš vrečke iz blaga ali okolju prijazne vrečke za večkratno uporabo? Ali veš, da plastično vrečko odvržemo v rumen zabojnik za embalažo? In ali veš, da lahko plastično nakupovalno vrečko tudi sam recikliraš tako, da iz nje narediš nov izdelek? Velja si torej zapomniti vse našteto, seveda, ampak predvsem to, da lahko plastično vrečko nadomestimo z vrečko iz blaga za večkratno uporabo. No, smo si zapomnili? Kaj smo si zapomnili? Da lahko plastično vrečko nadomestimo z vrečko iz blaga. Odlično! Zdaj pa otroci, hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.